Tovarišice in tovariši, danes je slavnostna seja. Danes praznujemo. Danes praznuje Zveza borcev kot naslednik Osvobodilne fronte. Bila je dolga pot, ki smo jo prehodili, in danes se sprašujemo, da branimo vrednote. Danes smo Zveza borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe. Enkrat je to pomenilo v roki puške, drugič pa to pomeni, ali smo še svobodni in kaj je svoboda danes. V odnosu do koga? Do sosedov, do diktatov, ki nam jih kdo pošilja. To so naše vrednote. Vrednote enakosti, sociale, včasih je bilo to prenašanje ranjencev, danes se sprašujemo, kje je naše zdravstvo in tako naprej. To so naše vrednote. In vesel sem, da lahko danes pozdravimo tako število ljudi tukaj, in sem vesel, da bomo danes podelili tudi naša priznanja tistim, ki jih ali so jih najbolj zaslužili v preteklem času. Hvala. Najlepša hvala. Ob okrogli obletnici delovanja Zveze združenj borcev bomo s podelitvijo plaket in listin na eni strani čestitali delu in predanosti v preteklosti, spremljevalnim kulturnim programom pa odprli prostor novim idejam in vrednotam NOB v prihodnosti. Na današnji slovesnosti bosta z nami dva kulturna ustvarjalca, oba priznana, oba gotovo poznate, oba sta uporna, jasna, prodorna, družbeno kritična in NOB-jevska, vsak na svoj način. Današnja slovesnost bo otvoril naš brežiški član, podpornik, priznan kantavtor, izjemen družbeni aktivist, socialist in avtor pesmi, za katere sam pravi, da so novodobne, partizanske, del NOB, novega osvobodilnega boja. Nastajajo v času, ko se mladi borimo, za kar so se borili kulturniki v času NOB. Za čast, enakopravnost, svobodo. Svojo pesmijo o svobodi, tovarišice in tovariši, Peter Dirnbek. Pesem o svobodi, pojem jo, ker hrepenim. Nisem se predal usodi, ni mi lahko, a živim. Gledam svet, kak se obrača, ni mi lahko, važno, kam drvi. Kaj kdo pije, kaj kdo plača, kdo tu zmaga, kdo zgubi. Ostanejo nam le drobtine, čas, ki nam iz rok polzi. V album zbiramo spomine, sence iz minulih dni. To je pesem o svobodi, z njo se zjutraj prebudim. Nisem se predal usodi, skupaj z vami se borim. Vem, da nisem sam edini, vsak dan več nas je ljudi. Vsi se meljemo v mašini, ki mrcvari in drobi. Ostanejo nam le spomini, čas, ki nam iz rok polzi. Pride starka po kosi,
To je pesem o svobodi, pojem jo, ker hrepenim. Nisem se predal usodi, skupaj z vami se borim. To je pesem o svobodi, pojem jo, ker hrepenim. Nisem se predal usodi, skupaj z vami se borim. Skupaj z vami se borim. Skupaj z vami se borim. Hvala lepa, Peter. Na oder se še vrne. Revolucionarni kulturnik Pinko Tomažič je zapisal: če so nam že vzeli svobodo, nam pesmi ne morejo vzeti. Bolj, ko nas zatirali bodo, več bomo morali peti. Ob tej svečani priložnosti, ko ne samo obeležujemo obletnico ustanovitve OF, začetka NOB, tega najsvetlejšega obdobja v slovenski zgodovini, ampak letos tudi visok jubilej, 70. obletnico Zveze združenj borcev, pred mikrofon vabim današnjo slavnostno govornico, članico Sveta zveze, dr. Cvetko Hedžet-Todt. Lepo in prisrčno pozdravljeni, tovariši, tovarišice. To je tako lepa in plemenita beseda, ki jo je nekoč uporabljal že Primož Trubar. To ni komunajzerstvo, to ni totalitarizem. Biti tovariš, tovarišija, pomeni ljudi dobre volje, ki nekaj skupaj tovorimo. Izziv zgodovine, da živimo in da preživimo. Narod upornikov smo. Skozi vso našo zgodovino nas je najbolj ohranjalo ravno naše uporništvo. Tudi v pretekli vojni. Kdaj postane človek upornik? Še posebej takrat, ko se spopade s kruto usodo in jo želi pokončati, odločno reči ne. Pri tem gre celo za vprašanje človekovega preživetja, povsem konkretnih bivanjskih razsežnosti, kajti uporništvo pri nas je bilo najmočnejše takrat, ko nam je ljudem bila kratena pravica do obstoja in življenja. In zato je uporništvo nekaj povsem prvobitnega, povezano z naravo in njenimi silami in človeškimi hotenji preseči omejenost, krutost, brezupnost vseh danosti. Okupator je prišel k nam z etnično očiščevalnimi in genocidnimi načrti, ki jih je tudi takoj in sistematično izvajal na Štajerskem, streljal ljudi, silo izseljeval. In naj spomnim, da je že v prvih 20 minutah po zasedbi Slovenije 6. aprila 1941 bil ustreljen v Gornji Radgoni Martin Gaberc. S takimi dejanji, ki so jim pomagali izdajalci in sodelavci, ni možna sprava, ker je ni naroda na svetu, v katerem bi izdaja lastnega naroda okupatorju bila vrednota. In prav je,
da se je med nami našel nekdo, ki je v parlamentu z likovcem tudi naravnost povedal, da so ena in to z likovci. Nemo še enkrat za to dejanje iskreno čestitam. Ko gre za človekovo odločanje, odločanje za upor, je to odločitev za nekaj zelo, zelo konkretnega, določnega. Celo tako, da ne moraš več biti vsem všeč. Odločitev medvojne generacije, ki pa se je vsak dan soočala s smrtjo, je bila ena najbolj odločnih in konkretnih odločitev za preživetje in življenje. Dovolite. Ko je Tone Svetina opisoval občutje prvih partizanov, je opisoval njihovo držo. In ko mlajša generacija danes bere ta dela, zelo izstopa očitna navzočnost narave in uporništvo njegovih junakov, ki morajo razviti volčji instinkt za preživetje. Vse prežema doživljanje narave celo do te mere, da je naše uporništvo, naše partizanstvo, to stisnjeno pest ljudstva, možno imenovati kar onaravljeni upor oziroma kar onaravljeno uporništvo. In upornik je najprej junak s tem, da tako kot legendarni komandant Svarom zna premagovati lasten strah in bojazen, in to kaže borcem, ki so prvi dan prišli v partizane. To je sila samo preobrazbe, ki prehaja skrivnosten izvor moči in energije, s katero lahko juriša tudi na nebo. Ti veliki, najprej samo notranji, človekovi samopremagovalni boji prehajajo v eno samo voljo kot ogromno moč. Ko pa je človeška volja motivirana najprej divansko in še moralno, prehaja v nezaustljivo silo, ki ni nič nemogoče. Slovensko partizanstvo je utelešeno upanje po svobodi in socialno pravični družbi. Je naravno občutenje življenja, ki vztraja pri pravici do življenja in obstoja majhnega naroda in vsakega posameznika v njem. S kakšno radostjo opisuje Kocbek, ko vidi prve partizane. Partizanstvo je nova svetnost, novo redovništvo. Tovarišija okrog večernega ognja me navdaja z mojo staro, lepo mislijo. Partizanstvo je politično, družben pojav, izraz biološko, družbeno, duhovno zdravih sil v slovenstvu. Odločitev za osvobodilni boj, za osvobodilno fronto je bila, kot pravi naš rdeči škof Vekoslav Grmič, etično dejanje. Naj ga presojamo z katerega koli resnično humanega nazorskega vidika. Čut za človeka je nekaj izjemnega, kar je bilo v partizanih. Etičnost tega boja je kulminirala v skrbi za te najbolj nemočne, za ranjence v bolnišnicah po gozdovih in v njihovem reševanju. Dostikrat je ta, ki jih je reševal, sam izgubil življenje. Vekoslav Grmič po tem odnosu prepoznava izredno človekoljubje, razvit čut solidarnosti in požrtvovalnosti za sočloveka med borci in borkami v osvobodilnem boju. Vse to pa dokazuje izredno razvito etično zavest partizanstva. Spoštovani, vprašajmo se še enkrat, kaj je to uporništvo?
Danes, ko živimo v dobi, ki se uradno deklarira za postrevolucionarno dobo in ki demonizira čisto vse povezano z revolucijo, oporom, utopijo, celo upanjem. Dovolite, da upozorim na antropologijo uporništva, kajti to, kar je substanca uporništva, je izrazito senzibilen občutek potrebe po poštenosti, kar je naš narod pokazal skozi vso zgodovino, potreba po solidarnosti, skratka, za antropologijo gre. Ne gre za ideologijo. In samo narod, ki v sebi premore te najfinejše etične mehanizme za poštenost in potrebo po pravičnosti, zmore revolucijo. Revolucija, ki je prinesla socialne spremembe in nas mlade naučila, da ni demokracije zunaj socialno pravično urejene družbe. Sesutje socializma po letu 1989 je začelo na veliko prisegati na toleranco, ne več na solidarnost. Nič več, da je človek, da smo ljudje najprej bitje potreb, ampak in izrecno na človekove pravice. Zaradi te mantre človekovih pravic, ki so v svetovnem oziru pravičniška hinavščina, danes vsi trpimo. Pravičniška hinavščina in čisto nič drugo. Kajti zapomnimo si eno, če ljudje ne morejo udejanjati svojih socialnih privilegijev, pravic, varnosti, če so revni, potem ne morejo udejanjati tudi ene najbolj temeljnih demokratičnih potreb, to pa je pravico. In ni pravice, ni demokratične družbe onkraj socialno urejene družbe. Dovolite, da opozorim na ta herojski klic k oporu, ki je bil ideal medvojnega odporniškega gibanja in ki ga je izrekel Friedrich Hessel, eden izmed tvorcev splošne deklaracije o človekovih pravicah. On, ki je bil aretiran, taborišču in mučen. Izdal je knjižico, ki je bila prevedena leta 2011 v slovenščino, kjer je glasno sporočil, da se je treba upreti, da ne onemimo in otrpnemo pred problemi časa, ki nas preverja v naši etičnosti in pripravljenosti, da ohranimo demokratično in socialno pravično družbo. Najslabši odgovor je brezbrižnost, reči ničesar ne morem spremeniti, se bom že kako znašel. Kdo se obnaša tako, zanika eno od poglavitnih, nepogrešljivih človeških lastnosti, sposobnost razjeziti se, opreti in se na to tudi vplesti. Vrednote odporniškega gibanja v drugi svetovni vojni v Evropi so bile povezane z težnjo po socialnih spremembah. Tako je narodno osvobodilno in socialno potekalo hkrati, pa naj si oni z desne, kot zlikovci tulijo, karkoli hočejo. Ne morem nekaj malega zaobiti tudi še takrat, ko gre za odziv našega uporništva, naših herojskih partizanskih likov
s katerimi se je po vojni srečeval eden najeminentnejših intelektualnih umov v Evropi in svetu, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas je levičar. Verjame v socializem, verjame v solidarnost. Kaj pa je solidarnost? Je ta drugo pravičnosti. Sam priznava, da je to solidarnost začutil v stiku z našimi profesorji, akademiki, ki so bili med vojno v partizanih in razvili tak koncept prijateljstva, solidarnosti, ki so ga živeli, da je to trajno povzel, šel, doktoriral pri Wolfgangu Abendrothu, ki je edini nemški univerzitetni profesor partizan, predvojni komunist. Nacizem ga je aretiral, poslal v taborišče, nato je šel s kazenskim bataljonom v Grčijo, kjer je pa pobegnil grškim partizanom, boril se je skupaj z Elas, tudi tam, kjer je zelo mlad bil Mikis Theodorakis, ki še danes poje o tem junaštvu, o tem uporništvu, ki je trajna vrednota. Tovariši, kaj je vrednota? Glejte, vrednota je nerazvezljiv spoj med vednostjo in delovanjem. Grki so temu rekli arete. Vidite, aristokrat je človek, ki ve za vrednote in ki je tudi nosilec teh vrednot. Skratka, če analiziramo uporništvo še majčkeno naprej in danes z velikim veseljem tu poročam o tem, kaj je antropologija uporništva, potem moram bistvo uporništva opisati še s tem, da samo tam, kjer je duh uporništva, tam je upanje, kjer je upanje, je topel tok, vse je pregreto. In kjer je upanje, je pogled operjen v prihodnost, ne v onstranskost, ne v večnost. In zato poglejte, so ti misleci, ki so študirali vrednoto našega uporništva, prepoznali nekaj, kar danes ljudje potrebujemo, zato, da ugotavljamo, da to, kar je, ni dobro, da bi lahko bilo boljše, da se moramo odreči tesnobi in strahu, ki je hladen tok bivanja in vse poriva v preteklost. Zavedajmo se, bit ni samo bilost. Sklicujejo se na neki kult zlate dobe, o katerem nimamo niti dokaze, da je tak vek, taka zlata doba še bila. In dovolite, politizacija preteklosti pri nas je zelo vprašljiva. Tisto, kar mi potrebujemo, je samo etično soočanje s tem preteklim, kot prvo izrecna prepoved vsakršne zdajšnje politične strankokratske propagande. Kajti, če imamo do preteklosti propagandističen odnos, reaktiviramo sile, ki so pripeljale do prve tragedije in jo lahko po vzoru iz Bosne spremenijo še v hujšo, še bolj tragično, kot je bila ona prva. In zato poglejte, ta topel tok bivanja, to uporništvo, ki sproža upanje, pomeni, da mi preteklo jemljemo iz prihodnjega in ne jemljemo več prihodnosti iz preteklega. Vem, da je na koncu pač tako, da imamo vsake lepotice zadosti, pa tudi junaka. Treba je končati. In zato dovolite, da še enkrat pozdravim tu navzočo generacijo tistih,
ki ste bili v partizanih zelo mladi. Spominjam se svoje partizanske matere, ki mi je pripovedovala, kako žalostni so bili ti, ki so bili ranjeni marca, aprila, maja, antibiotikov ni bilo, vedeli so, da morajo umreti. Uporništvo, topel tok bivanja, pomeni nekaj, kar je treba prenašati na prihodnje rodove, da mi preživimo. Končujem pa s tem, kaj pa pravzaprav to unaravljeno uporništvo pomeni. Glejte, težnjo, pravico, da v vsakem kotičku sveta prebivam kot doma. Torej, ideal tega našega kratkega življenja med rojstvom in smrtjo je domovanje. Vidite, to je bil tudi slogan moje uporne 68. generacije, ki je želela več demokracije, več svobode, ampak da se razumemo, ne za malo manj, ampak za več socializma. V sobotni prilogi Dela maja so mi obljubili, da bodo moja razmišljanja tudi objavili. In zato prosim, razumite iskreno prizadevanje tega uporništva, ki ni tako, kot to desnica interpretira, pomenilo antikomunizma. Še celo Poljaki, tudi tam je bilo to nemirno 68. leto, ugotavljajo, želeli smo socializem revitalizirati, nismo se borili proti njemu. Več demokracije, več svobode, ampak ne za malo manj, z malo več socializma. In zato pogledajte, je uporništvo za nas levičarje nekaj tako svetega, da imamo vsak trenutek moč z etiko, antropologijo, toplim tokom upanja vsakemu povedati. Za levičarja je etika v tem, da vsak trenutek temeljito prepoznavamo potrebe človeka, ljudi. In naš čas ni čas Grkov, ne srednjega veka. Etika še sploh ni bila udejanjena. Desnica potrdi, da so etična stališča tu že 2000 let in da jih je treba samo udejanjati. Naj bo še ena poslednja izrečena misel. Uporništvo nas je naučilo etične drže in ponosa. In zato je s tem treba nadaljevati. Čeprav imam pripravljen prispevek o tej antropologiji, ko gre za upanje, pa bo od tu naprej nadaljeval premier Cerar nocoj, kajti ne da bi se midva dogovorila ali pogovorila, sva po enaki logiki antropologije uporništva sklenila danes opozoriti samo na to, kar uporništvo je. Hvala, ker ste mi omogočili to sporočilo in vsem lepe majske praznike. Najlepša hvala. Mi uporne pesmi danes ne bomo demonizirali. Pesem upora je bila vedno enostavna, ljudska in je združevala. V 60. letih prejšnjega stoletja, v bistvu v omenjenem letu 1968, še posebej, ko smo pri nas sicer uživali v izborjeni svobodi, imperializem po svetu kar ni in ni dal miru. V tistem času se je med ljudi spet vrnila ljudska pesem mirovništva. Naš čas in duh NOB je bil takrat marsikomu po svetu za zgled. V tem duhu je nastala tudi mirovniška himna Eve of Destruction avtorja P.F. Slona, ki jo je v slovenščino prepesnil in naslovil z Na pragu pogroma.
Peter Dirnbek. Da ne bom tako kot prej ugotovil sredi pesmi, da sem nepriključen na mikrofon, bom malo spregovoril, čeprav nisem jih k besedi povabil. Veliko smo slišali zdaj o uporništvu. Primož, ki me pa najavil, je pa omenil mirovništvo. Sam se ukvarjam s karatejem že 33 let in karate je nadvse miroljubna veščina. Zato, dokler imamo možnost, pričajmo in zagovarjamo mirovništvo. Ko pa pride čas, je pa potreben oster in brezkompromisen odziv. Tudi takrat bomo pripravljeni. Zdaj sem pa orglice pozabil. Ko pride čas, bomo vzeli tudi orglice. Bližnji vzhod nam izgineva, nasilje vlada, smrt ga preveva, dovolj si star za ubijat, ne za razpravo, ne verjameš v vojno, a vest imaš prvavo, veš da za gospodo nad nalo daješ glavo, ampak ti ni nočeš in nočeš verjet, moj brat, ah ti sploh ne veš, da smo na pragu pogroma. Me sploh ne slišiš, o čem ti govorim, ko ti omenjam strah, se ti le čuden zdim. Če nore stisne gumb, odšel bo še spomin, nikoga ne bo več, odšel bo še spomin. Doklej okoli sebe, od strahu naj te zazebe, ampak ti ni nočeš verjet, moj brat, ah ti sploh ne veš, da smo na pragu pogroma. Tako sem jezen, da kri mi je zavrela, osamljena je luno, preskrbela. Ne znam skriviti resnice, ker je neupogljiva, a kaj ko pri koritu banda je uživa. Na internet peticije svet se ne odziva, ko vidiš da človek sočutja ni zmožen, veš da ta svet je dokončno zavožen, ampak ti ni nočeš verjet, moj brat, ah ti sploh ne veš, da smo na pragu pogroma. Pomisli na sovraštvo na celem planetu, še prej razčisti v sebi in lastnem sekretu. Lahko pomegneš mantro nekam v vesolje, ko boš vrnil se nazaj, dvomim da bo bolje. Vojaške parade, ponos in sramota, kako naj bo bolje, če denar je vrednota. Spoved te odveže, čeprav sovražiš preko plota, ampak ti ni nočeš verjet, moj brat, ti sploh ne veš, da smo na pragu pogroma. Ne, ti sploh ne veš, da smo na pragu pogroma. Najlepša hvala za to pesem in uvod v naslednjo svečano točko. Že tretje leto podeljujemo zlate plakete najboljšim krajevnim organizacijam Zveze borcev za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodno-osvobodilnega boja, za ugledno uresničevanje vloge Zveze borcev v svojem okolju in združenju, za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih, zlasti mladih članov, za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih obeležij na svojem območju. Po sklepu predsedstva Zveze z dne 10. aprila
prejme odlikovanje 14 krajevnih organizacij. Plaketo bodo prevzeli njihovi predsedniki, podelil pa jih bo predsednik Zveze združenj borcev, tovariš Tit Turnšek. Preden začnemo s podeljevanjem, priznam še ena tehnična malenkost. Vljudno prosimo vse prejemnike, ki vas pokličemo, da po prejemu ostanete na odru, se nam pridružite v ozadju in počakate do konca tega dela podelitev, da oder izkoristimo še za skupinsko fotografijo. Če smo pripravljeni. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Draga iz združenja Kočevje. Plaketo bo prevzel predsednik Anton Cimprič. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Dravograd iz združenja Dravograd. Prevzel jo bo prav tako predsednik tovariš Edo Nadrič. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Komandant Stane iz združenja Ljubljana Šiška. Prevzela jo bo predsednica tovarišica Zlata Kranjec. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Loška dolina iz združenja Cerknica. Prevzel jo bo predsednik tovariš Ivan Plos. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Mokronok Trebelno iz združenja Trebnje. Prevzel jo bo predsednik tovariš Miroslav Hrovat. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Rudnik iz združenja Hrastnik. Prevzela jo bo predsednica tovarišica Danijela Kovač. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Sveti Anton iz združenja Koper. Prevzela jo bo predsednica tovarišica Irma Černac.
Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Škale Cirkovce iz Združenja Velenje. Prevzel jo bo predsednik tovariš Branko Rednak. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Trnovo iz Združenja Nova Gorica. Prevzel jo bo predsednik tovariš Zoran Vončina. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Tržišče iz Združenja Sevnica. Prevzela jo bo predsednica tovarišica Vladka Blas. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Zadvor Sostro iz Združenja Ljubljana Moste Polje. Prevzel jo bo predsednik tovariš Jožef Martin. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Zgornja Bistrica iz Združenja Slovenska Bistrica. Prevzel jo bo predsednik tovariš Borut Truder. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Žirovnica iz Združenja Jesenice. Prevzela jo bo predsednica tovarišica Majda Gričar. In še zadnja na seznamu krajevnih organizacij, krajevna organizacija Društvo Odmev Mokrca iz Ljubljane. Prevzel jo bo predsednik društva tovariš Jurij Kogej. Pa na golo. To je bil prvi del naše slavnostne podelitve. Zdaj bomo izkoristili trenutek za skupinsko fotografijo. Najlepša hvala, spoštovani predstavnice in predstavniki.
Zlate plakete bomo ob tej priložnosti podelili tudi zaslužnim posameznikom. Kar se mehanike procesa tiče, predlagam enak način, na koncu pa tovariš Iztok fotografira. Najprej, zlato plaketo prejme tovarišica Anica Cerar, nosilka partizanske spomenice 1941 iz Združenja Ljubljana. Zlato plaketo prejme tovariš Karlo Emeršič iz Združenja borcev Koper. Zlato plaketo prejme tovariš Danilo Ferfolja iz Združenja borcev Komen. Zlato plaketo prejme tovariš Marko Gričar iz Združenja borcev Jesenice. Zlato plaketo prejme tovariš Jože Hartman iz Združenja Ljubljana Bežigrad. Tovariš Hartman je nekoč z nami upornimi študenti sodeloval, ko smo branili, zagovarjali socializem. V tej priložnosti, v tem priznanju, iskreno čestitam. Zlato plaketo prejme tovariš Rudolf Hotujec iz Združenja borcev Črnomelj. Na predlog Združenja borcev Ankaran in sklep predsedstva zveze zlato plaketo prejme Lara Jankovič. Zlato plaketo prejme tovariš Radmilo Oros iz Združenja borcev Ljubljana Center.
Zlato plaketo prejme tovariš Ivan Tomažin iz Združenja borcev Grosuplje. Zlato plaketo prejme tovariš Bogomir Troha iz Združenja borcev Črnuče. Zlato plaketo prejme tovariš Marjan Vidmar iz Združenja borcev Koper. V njegovem imenu jo bo prevzel predsednik koprskega združenja, tovariš Marjan Križman. Zlato plaketo pa prejme tudi tovariš Marjan Virant iz Združenja borcev Ljubljana Vičerudnik. Iskrene čestitke, skupinska fotografija. Hvala. Iskrene čestitke torej vsem prejemnicam in prejemnikom zlatih plaket. Čas, ko zasedate svoja mesta, v dvorani pa izkoristimo za napoved naslednje pomembne glasbene točke. Umetnice kajpak ne gre posebej predstavljati. Če je do letos niste poznali, ste jo gotovo spoznali v Dražgošah. Tam je v svojem slavnostnem nagovoru v pozdrav hrabrosti NOB dejala: slava vsem, ki so se neustrašno borili, trpeli in umrli za našo boljšo prihodnost, zato da danes stojimo na svoji zemlji in da se tot razlega slovenska beseda in zveni slovenska pesem. Spoštovane tovarišice in tovariši, slovensko partizansko pesmijo Na oknu glej obrazek bled, Lara Jankovič. Pesem ne pozna meja. Melodija je njena koža, besedilo pa obleka. Telo in duša pa sta isti. Ta pesem je nastala med špansko državljansko vojno v Oviedu
ko so ženske obiskovale zaprte može in fante. Solidarnost je tja pripeljala tudi mednarodne brigade, v katerih so bili seveda tudi Slovenci. In takrat je ta pesem postala tudi slovenska v prepesnitvi Mitje Ribičiča. Ena pesem dveh narodov v enem samem boju za boljši svet. Ayer te vi que subías por el camino a la fuente. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada. Voy a la casa del pueblo en busca de un socialista, porque me ha dicho mi madre que no hable con los fascistas. Voy a la casa del pueblo en busca de un socialista, porque me ha dicho mi madre que no hable con los fascistas. Na oknu glej obrazek bled, na lici grenkih solzic sled. Zakaj pa dekle komaj 20 let tak žalostno gledaš v svet? V hribe šel je, dragi moj, s fašisti bil je težek boj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Dekle, ne bodi žalostno, obriši solze in oko. Tvoj dragi gotovo povrne se, ko zvizda utrne se. Tvoj dragi gotovo povrne se, ko zvizda utrne se. Oja. Najlepša hvala. Lara, na oder te povabimo še enkrat danes. Mimogrede spomnimo, da je ta pesem del stalnega repertoarja, ki ga naša glasbena gostja v okviru svojega koncerta Kako diši svoboda, katere barve je mir, izvaja po vsej državi. Partizanska pesem še vedno najde svoje mesto v slovenskih kulturnih domovih. Sledi najbolj slovesten del današnjega srečanja, podelitev dveh listin Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Tudi ta dva dokumenta bo podelil predsednik, tovariš Tit Turnšek. Za fotografiranje veljajo enaka pravila.
Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na seji 13. marca 2018 podelilo najvišje priznanje Ani Nuši Kerševan, slovenski ekonomistki, političarki, predsednici Društva Zeleni prstan in prejemnici zlate plakete Zveze borcev leta 2009. Vabim na odbor. Tovarišici Ani Nuši Kerševan se listina podeli kot najvišje priznanje za osebni prispevek in izjemne uspehe pri ohranjanju zgodovinske resnice o NOB, predvsem pa za dolgoletno ustvarjalno delo pri ohranjanju enkratnega spomenika Pod spominom in tovarištva. Vsako leto ga obišče preko 40.000 obiskovalcev, ki s tem izkazujejo spoštovanje upornemu duhu Ljubljančanov. Na isti seji predsedstva Zveze 13. marca je bilo to najvišje priznanje podeljeno tudi profesorju Francu Gorniku, dolgoletnemu umetniškemu vodji partizanskega pevskega zbora in prejemniku zlate plakete leta 2002. Profesorju Francu Gorniku se listina podeli kot najvišje priznanje za posebne zasluge pri ohranjanju, razvijanju in utrjevanju izvirnega izročila domoljubne partizanske pesmi. Z izjemno strokovnostjo in energijo je obdržal partizanski pevski zbor pri polni moči tudi v najhujših trenutkih, ter z njim ponesel pesem našega upora, eno najdragocenejših vrednot NOB po Evropi in med vse rodove Slovencev. Tovarišico Ano Nušo Kerševan bomo povabili k krajšem nagovoru. Lahko se. Spoštovani tovariš predsednik, drage tovarišice in tovariši, danes je za vse nas pomemben dan. Posebno za tiste, ki smo prejeli zlate plakete in znamo s profesorjem, ki so prejela listine Zveze borcev. V imenu vseh prejemnic in prejemnikov se za priznanje, ki ste nam ga podelili ob dnevu upora proti okupatorju, iskreno zahvaljujem. Vsi smo v našem življenju skušali napraviti, kar je bilo mogoče. Trudili smo se pri tem, ker smo se tudi zavedali, da smo se rodili v svet, ki so ga gradili, se zanj borili in tudi upirali, kot nas je opozorila današnja slovesna govornica, zato da smo mi lažje živeli. Vendar njihova prizadevanja in to, da so nas rodili v ta svet,
je pravzaprav pomenilo za nas izziv, obveznost, da se ta svet izboljšujemo in da boljšega pustimo tistim, ki prihajajo za nami. Ni nam vedno uspelo. Bile so čeli, bile so težave, vendar smo jih skušali premagati. Pri tem pa nas je vodilo včasih tudi, so nas vodile tudi besede, ki jih je napisal veliki slovenski pesnik. Ne le, kar velevam ustan, kar more, to mož je storiti dolžan. To velja tudi za nas ženske in skušale smo vedno res narediti tisto, kar smo mogle in zmogle. Zato iskrena hvala predsedstvu in republiškemu odboru Zveze borcev, zato da ste tako ocenili naše delo, ga nagradili in to prav v letu, ko praznujemo pomembne obletnice Osvobodilne fronte in naše borčevske organizacije. Koristim pa to priliko, ne samo da vam čestitam praznike, jutrišnji praznik, 1. maj, ampak tudi, da vas 5. maja povabim na 62. pohod po poti spominov in tovarištva, ki ogromno pomeni ob obletnici osvoboditve Ljubljane, mesta heroja. Še enkrat vsem iskrena hvala. Še zdaj je trenutek za fotografiranje. Ne, tebe moramo imeti na sredi, Najlepša hvala. Pred sklepno mislijo današnje slovesnosti pa še ena glasbena popotnica. Če kaj, je v narodno-osvobodilnem boju štela solidarnost in če je kdo vedel, kaj solidarnost pomeni, so bili to člani odporniških antifašističnih gibanj po vsej Evropi. Vedeli so, kaj pravi naslednja pesem. Združeno ljudstvo je nepremagljivo. Lara Janković. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz en un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, 1000 voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante.
el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Združeno ljudstvo je nepremagljivo, združeno ljudstvo je nepremagljivo. Tu dom je tvoj, je njen njegov in moj, na sever, jug, z menoj, moj drug. Naj pesek vroč izvabi krik pojoč, naj bujni gozd nas druži v boju, delu, kakor zreli grozd. Gradimo si prostost za dom, za vse, za skupno upanje. Na noge v boj in s pesmijo v postroj, je zmage čas, milijoni so ob nas, resnice glas, jekleni bataljon, gori v poklon. Pravici in resnici žena mož, ova s pogumom kronana, gorita zdaj, gradita skupni raj. Kot eden vse ljudstvo se dviga k uporu, se pne nad obzorje, kriči do svobode, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Združeno ljudstvo je nepremagljivo, združeno ljudstvo je nepremagljivo, el pueblo unido jamás será vencido, el Hvala vam in skupaj smo res močni in čestitke vsem nagrajencem, moram reči. Zelo sem ponosna, da sem lahko z vami in zelo sem ponosna, da sem vas spoznala. In upam, da bomo mladi peljali vse to vaše prizadevanje, vse te vrednote naprej. In upam, da se bomo pomladili, da bomo to čim dlje delali. Hvala. Najlepša hvala, Lari, spoštovane tovarišice in tovariši, današnjo slovesnost smo pripeljali do konca. Ostane nam le še enkrat iskrene čestitke vsem prejemnicam in prejemnikom plaket in listin, hvala nastopajočima in vsem, ki ste svojo tovariško prisotnostjo in predanim delom počastili praznik narodno-osvobodilnega boja. Po zaključku vas kajpak vabimo v predveri na klepet in kakšen kozarec. Prepričani smo, da bo marsikdo med nami današnji praznik izkoristil za obisk še katere od mnogih prireditev v počastitev OF. Želimo vam prijetno praznovanje, v naslednjem letu pa čim več tovarištva, solidarnosti, uspehov in kakšnega mladega člana. Smrt fašizmu!